Dober večer, spoštovani in spoštovane. Na kaj najprej pomislite, ko govorimo o zdravju? Najbrž večina ne na zdravje zob. Čeprav so ti za nas zelo pomembni. Vsak dan za nas in z nami grizejo, žvečijo. Sicer pa, kakorkoli že, mnogim povzročajo tudi veliko težav. In tukaj smo zato, s to oddajo želimo pokazati, da je čisto za vsako težavo tudi rešitev in da za skrb za zdravje zob nikoli pravzaprav ni končana ali pa odveč. Dober večer, dr. Robič iz Dentalnega centra Diamant. Dober večer. Vedno je pravi čas za skrb za zdravje zob. Je tako? Tako je, nikoli ni prehitro, na srečo pa tudi prepozno. Redko kdaj je prepozno. Mislim, tudi ko imamo že težave, pa reče, no sej zdaj pa imamo en kup težav, zdaj mi pa tako nič več ne pomaga. Pomembno je, da ko so prve težave, da se takoj ukrepa, da se ne vleče in prelaga v prihodnost, zato ker težave se samo kopičijo in problem je čedalje bolj specifičen in poglobljen. Zato je pomembno, da se zbere pogum in voljo takoj in se obišče zobozdravnika ob prvih težavah, potem je tudi sanacija dosti lažja. Zelo veliko tem sva že obdelala v najinih oddajah. Nocoj se bova lotila obrabe zob. Vprašanje, koliko se je pravzaprav sploh zavedamo. Že zdaj pa povemo gledalcem in poslušalcem, da nas lahko pokličete na katerokoli zobozdravstveno temo. Dr. Robič je tukaj za vas, za vse vaše nasvete, za vse vaše težave. Vam je na voljo, na razpolago, da ga kaj vprašate. Torej, kaj pravzaprav je obraba zob? Obraba zob je proces, ki je običajen, ki je v življenju običajen. Obrabljajo se nam sklepi, obrabljajo se nam okončine, obrabljajo se koža, obrablja se vse, tako se tudi zobje. Imamo sicer več vzrokov za to, ampak obraba zob je najbolj enostavno povedano, ko se zobje krajšajo. Če pokažemo sliko, se bo na sliki lepo videlo, kako deluje dolžina normalno dolgega zoba in potem, ko se zob obrabi. Zdaj, v začetku je ta obraba samo v sklenini, nas še ne moti, ne vem kako. Vidi se, da so takšni malo obrabljeni zobje samo malo bolj posiveli na griznem robu. Dokler ne pride pač do obrabe, ki sega celo do dentina, ko je skrajšan zob za četrtino, tretjino, na koncu celo za polovico ali pa še več. To je obraba po dolžini. Lahko pa pokažemo še, kako izgleda obraba v drugi dimenziji, ko bi rekel po debelini zoba, ki je mnogokrat spregledana, ampak je v bistvu ravno tako problematična, povzroča lahko še večje težave ali bolečine, pa v modernem času je ta obraba zelo pogosta. Pa zakaj pravzaprav pride do nje? Do obrabe vodijo trije vzroki. V grobem mi rečemo, imamo tri različne obrabe, ki vsaka ima svoj vzrok. Če pokažemo sliko, se bo lepo videlo, da če imamo na prvi strani, recimo, imamo obrabo zaradi griza, ko grizejo zobje ob zob. To je prisotno pri popolnoma vsakem človeku. Odvisno je samo v kakšni meri in kdaj se začne manifestirati. Temu rečemo mi strokovno atricija. To je proces, ki traja, začne se pa že v otroštvu. To je zaradi drgenja zob pri žvečenju ali pa kar tako zaradi različnih, bom rekel, naših dejavnikov, ki jih bomo obdelala kasneje. Naslednja obraba je abrazija. Abrazija je obraba, ki jo mi povzročimo z našim delovanjem. Bodi si, da je to z zobno ščetko, z nekim trdim, ostro snovjo na zob. In ta abrazija je lahko tudi zaradi keramike v nasprotni čeljusti, ko s keramičnimi zobmi grizemo v zobje nasprotne čeljusti in je trdnost keramike in površinska struktura drugačna kot na naših zobeh. Zobje ne zdrsnejo tako lepo in počasi se obrabijo te naši zobje.
Še tretja je pa kemična obraba zob, te pa rečemo erozija, ki pa pomeni, da se zobje ponavadi v predelu dlesni, se pravi na stranski ploskvi. Če pokažemo še enkrat to zadnjo sliko, se lepo vidi, da jo zdaj razložimo, a ne? Ob dlesni nastanejo utori v zobu. Ta utor lahko sega samo v sklenino, lahko je pa poglobljen do samega dentina zobovine. Kasneje lahko pride celo do živca. Ena posebna oblika takšnega defekta je pa še abfrakcija. To je pa klinast defekt v zobu in prav je, da ljudje to prepoznajo. Na katere od teh obrab zdaj mi lahko vplivamo, ne? Omenili ste recimo zaradi zobne ščetke. To pomeni, da moramo biti pazljivi celo pri izbiri zobne ščetke. Zdaj pa kako? Predvsem v preteklosti so bile popularne trde zobne ščetke, ki so sicer odlično odstranile zobne obloge, tam, kjer smo uspeli z njo doseči. Problem pa je bil, da smo s takšno trdo zobno ščetko obrabili tudi del zoba. In če je zraven bila še neka zobna pasta, ki vsebuje veliko abrazivnih delcev, to so predvsem te zobne paste, ki se prodajajo kot zobne paste za beljenje zob in za odstranjevanje madežev. In v njej so kristali, ki delujejo kot brusni papir. Mi z zobno ščetko te abrazivne delce premikamo po zobu in ti jih potem praskajo površino zoba. Na samo atricijo, ki nastane zaradi normalnih žvečnih sil, težko vplivamo. Na erozijo, ki je pa zaradi teh kislih dejavnikov, lahko pa spet vplivamo z izborom hrane, ker hrana, ki vsebuje veliko sladkorjev, ki se v ustih potem spreminjajo z tem procesom, postajajo kisli, slina postaja kisla in ta kisla slina in kisli proizvodi iz hrane načenjajo zobno sklenino. Jo lepo počasi dolbejo. Sva pa že v preteklih oddajah omenila tudi, da ne samo recimo sladka hrana, ampak tudi to, da ne prestano nekaj dajemo v usta. Ne? Se pravi, v redu je, če je sladica po obroku, ni pa v redu, če je vsakih 10 minut nekaj v ustih. Ne? Skrbeti moramo, da se pH, se pravi kislost sline, nevtralizira. Pri nekom gre to hitro, pri nekaterih traja pa dlje časa. Tu si lahko pomagamo naprimer z žvečilnim gumijem, ki nam na eni strani dela probleme. Ne? Pri tem, ko mi žvečimo žvečilko, če stiskamo močno zob ob zob, brusimo grizne ploskve, na drugi strani pa pomagamo s tem, da ko žvečimo, pospešujemo izločanje sline, ki očisti zobe in razreči kislino, ki se nabira v ustih. Zato je žvečenje žvečilke, ki mora biti seveda takšna, da nima sladkorja, ampak ima noter umetna sladila, recimo ksilitol, ki tudi dobro vpliva na preprečevanje zobne gnilobe. Z žvečenjem teh žvečilk, ki naj ne bo to pol ure, ampak recimo nekaj minut po jedi, dejansko pomagamo ustni votlini pri vzpostavljanju bolj ugodnega kislinskega ravnotežja v ustih. Ko so ravno pri tem, nekateri pravijo, da ne žvečijo, ker jim to vleče plombe iz zob. Je to še mogoče? Je to stereotipno? Da bo žvečilni gumbi potegnil plombo iz zoba, bom jaz rekel hvala Bogu, zato ker takšna plomba bi slejko prej spadla, oziroma če ne izpade, se pod njo nekaj kuha. In če jo z žvečilnim gumijem potegnemo iz zoba, je to samo indikacija, da je potrebno obiskati zobozdravnika, da to plombo zamenja. Sicer pa ne. Plomba je v zob prilepljena z lepilom,
ki ima takšno moč, da niti slučajno je ne moremo ne s kakim bronhi bombonom ali pa žvečilko Čez njo vse v utrgati. redu, ne? Tako. Povabiva vse naše gledalce, da sodelujete v oddaji, ne morda zgolj na temo o obrabi zob, tudi kakršnekoli druge težave, ki jih imate v ustih, pridejo v upoštev. Zdaj je pravi čas, da zobozdravnika kaj vprašate na licu mesta, potem pa se oglasite še v ambulanti, kjer vam bo dal natančne informacije o tem, kaj imate v ustih. Gospod Robič, se ljudje zavedamo obrabe zob ali ne? Meni je ta termin namreč čisto nov, da se nam zobje dejansko obrabljajo. Ponovadi se ne. Ponovadi se ne zavedajo. Začno se zavedati, ko začno čutiti skelenje, ampak tudi to ni nujno. Zato, ker procesi obrabe potekajo počasi in zobni živec se lahko odmika in prilagaja s tem, da zapira te pore v samem zobu. Zato se dostikrat ne zavedajo. Ponavadi pridejo k nam da bi sami rekli zaradi obrabe, šele takrat, ko ostane samo še polovica zoba ali ko estetsko res ne izgleda več v redu. Za razliko od teh manjših obrab v sklenini, ko je grizni rob samo malo nakrhan, se pa redko kdo oglasi zaradi tega. Mnogokrat moramo mi zato reči, imate obrabo in potem vsi presenečeni, kakšno obrabo, nimamo obrabe. Zanimivo je tudi recimo, kadar mi damo ortodontski aparat in zobe poravnamo in ko zobe mi perfektno poravnamo zobne korenine, so zobje potem tako, grizni robniki so lahko nagnjeni, zato ker ko je bil zob zasukan, se je rabo pod drugim kotom. In ko zob nazaj poravnamo, je potem od strani, od spredaj, ko pogledamo, grizni rob ni raven. To se da sicer potem posanirati dosti enostavno, ampak vedno je potem problem, niste mi še poravnali tega zoba je po strani. Ni zob je raven, ampak grizni rob zoba ni raven, zato ker je obrušen pod drugim kotom. In zanimivo je tudi, recimo, da te obrabe estetsko motijo, nekako pa ni prav, da zobozdravniki paciente napeljujemo k neki rehabilitaciji samo zaradi tega, zaradi estetskih, da bi rekli, tole pa ni lepo, ker imate neenakomeren grizni rob, ob dlesni imate luknjo, ki ni lepa, nekatere to moti, večina ne. In morda pa lahko na ta način, če pa hkrati dodamo to estetsko prednost, ki jo dobi z obnovo takega zoba, potem lažje najdemo skupni jezik in se enostavneje pacient sprejme to, da je potrebno nekaj narediti, da je treba ukrepati in te zobe obnoviti. Ker dokler so te obrabe majhne, dokler so v sklenini, jih lahko dosti enostavno rešimo s kompozitom, kot neko zalivko. Danes z novimi materijali, ki posnemajo barvo sklenine in prosojnost sklenine, lahko to v nekaj minutah naredi. Pred oddajo sva se pogovarjala, da imajo s tem težave tudi tisti, ki bruhajo. Ja, res je. To je težava, ki jo imajo vsi, ki bruhajo, imajo bulimijo ali pa imajo gastroezofagealni refluks, ko se jim dviguje kislina. Ampak ti nimajo erozij na zunanji strani, da bi jih sploh lahko opazili, ampak so ti zobje obrabljeni, dobesedno požrti na notranji strani zob, v ustih. In ne malokrat se zgodi, da pridejo k nam ne vedoč, da imajo ta problem, zato ker res jih ne skeli, organizem se počasi prilagaja. Se pa zgodi, da na zadnji strani zob sploh nimajo več sklenine. Ostane samo še zobovina, dentin, ki je bolj rjavkaste barve in ti zobje so perfektno gladki. Nimajo neke strukture, ampak so iz zadnje strani povsem gladki kot steklo. Zaradi teh obrab, zaradi bulimije, pogostega bruhanja ali refluksa, želodčne kisline, se pa potem tudi griz začne posedati, zato ker so zobje na notranji strani čedalje tanjši.
zobje čeljusti lahko bolj globoko skupaj grizejo, nato pa to vodi tudi v izgubo teh griznih robnikov, griznih površin. Bova nadaljevala takoj, ko sprejmeva telefonski klic. Dober večer komu. Ja, dober večer, Marjana pri telefonu. Povejte. Dober večer. Nekaj mi rečete, zadnje čase, recimo, ko pojem kaj bolj mrzlega ali popijem, me skeli Ja. v zadnjem delu čeljusti. Ne? Pa zdaj ne vem, ali je to v čem problem, ali bi bilo treba malo obiskati zdravnika ali kaj. Kaj mi svetujete? Hvala lepa. Lahko noč. Hvala za vprašanje. Možnih razlogov je več. A ne? Lahko je prisoten kakšen karies v medzobnem prostoru ali na grizni ploskvi, kar je bolj redko. Druga možnost je pa obraba zoba ob dlesni. Če morda pogledate v usta in naredite en tak hiter preizkus, če se z nohtom dotaknete zobnega vratu, če vas to zaskeli, je to znak, da imate težave z erozijo ali abfrakcijo. Ravno zato smo na začetku pokazali tudi to sliko, da se vidi, da ljudje vedo, da to ni normalno, da imajo ob dlesni zobje temnejše barve ali da imajo tam neko jamico noter. Lahko da skeli, lahko da ne. Lahko da zaskeli šele na mrzlo ali vroče, ampak v nobenem primeru ni to normalno. Tu gre za defekt, ki je lahko globok tudi 3-4 mm in je včasih pravi čudež, ko gledamo, da se ni eksponiral zobni živec. To so pač stvari, ki zahtevajo ukrepanje. In če nekaj skeli, je na ta način gledalkino v bistvu uživanje hrane oteženo. In mislim, da je pač priporočljivo, da obiščete zobozdravnika, da se naredi en pregled in najde vzrok te težave. Žal je čedalje več pacientov, ki pridejo s takšnimi simptomi v ordinacijo in jim tudi ne moremo pomagati, zato ker ni tam nobenega kariesa, ki bi ga lahko mi sanirali. Ni vidne nobene neke take grozne obrabe ali erozije, ampak gre za odstop dlesni na zobni korenini, na zobnem vratu in zobni korenini. In pod nivojem dlesni tudi mi težko karkoli naredimo. V takem primeru lahko naredimo samo impregnacijo, ki pomaga v 25-30%, ampak še to zgolj za nekaj tednov ali nekaj mesecev. V takih primerih se svetuje uporaba zobne paste, ki zmanjšuje občutljivost zob. Na ta način se ublažijo simptomi in lahko potem tudi čistijo ljudje normalno ob teh predelih. Daj vam mogoče v tem trenutku reči še to. Zakaj se pri nekaterih ljudeh zobje hitreje obrabijo, pri nekaterih pa, kot ste omenili na začetku oddaje, ne? Smo k temu bolj nagnjeni? Ja, lahko smo bolj nagnjeni. Pripravil sem eno sliko, ki kaže obrabo zaradi žebla. A ne zaradi takšnih, bom rekel, malenkosti, ki se nam zdijo, pač, da ne morejo vplivati, ali pa pri šiviljah, ki držijo šivanko v ustih, se na tej sliki vidi, kako ta žebelj ali šivanka dobesedno izdolbe luknjo v zobeh, kjer je to se držalo. A ne? Na tak način se lahko tudi določene parafunkcije, kot jim mi rečemo, grizenje nohtov. S tem, ko grize nekdo nohte, neprestano grize tudi zob na zob, grizni rob na grizni rob, kar ni normalna funkcija. Normalno zobje grizemo z spodnjimi zobmi za zgornje, v tem primeru, ko si pa grizemo nohte ali nekaj drugega, se pa obrabi, je veliko večja ta stična površina, ki je na napačnem mestu. A ne? Potem lahko je to zaradi napačnega griza, če pokažemo sliko obrabe, ki nastane zaradi grizenja oziroma stiskanja zob, ko mi zaradi nepravilne postavitve zoba pri stranskih gibih podrgnemo na večjih točkah, kot bi bilo normalno. Idealno je, da ko gremo z spodnjo čeljustjo na stran, vodenje poteka samo po podočniku. Zato je podočnik najdaljši zob v ustih.
In to ni napaka. Marsikdo misli, ta zob imam predolgi, imam vampirski zob. Ne, ni. To je dobro, zato ker ta zob potem razbremeni ostale zobe, da ko podrsamo zobmi na stran, razbremeni zadnje, da te niso v stiku. Pa ne zato, da bi mi delali ta gib na stran, ampak zato, ker ko mi žvečimo, delamo ravno obratno. S čeljustjo iz strani žvečimo proti sredini in takrat nam podočnik spodnjo čeljust pravilno usmeri, da nimamo prekomernih stikov. Ali pa se drgnejo zobmi po noči. Tako da nagnjeni smo k temu, predvsem glede naših navad, pa življenjskega sloga, kot ima še v. Potem se s tem tudi malo radi potolažimo, ne? Če Tako. imamo težave. Nadaljevala bova po kratkem predahu, takrat med drugim tudi o tem, kako na zobe vpliva smrčanje. Ostanite z nami. Dober večer in lepo pozdravljeni. Še enkrat po prenoru bomo še vedno govorili o obrabi zob. Tisti, ki ste se nam pravkar pridružili, pa vas obveščamo tudi, da imate možnost, da sodelujete v oddaji tako, da pokličete na izpisano telefonsko številko in doktorju Robiču, ki je nocoj spet z nami, postavite kakršnokoli vprašanje v zvezi z vašimi težavami ali pa tudi ne težavami v vaših ustih. Dobrodošli, da pokličete in povprašate. Doktor Robič, že prej sva govorila o obrabi zob. Rekla sva, da jih nekateri ljudje stiskajo po noči. Lahko na to kaj vplivamo? Predvidevam, da ne. Jih pa posledično obrabljamo. Ja, to stiskanje po noči, to je bolezen, ki se reče bruksizem. Je nezavedna, spada med motnje spanja in je tudi kot neka nevrološka motnja. To pride do zelo močnega stiskanja zob v spanju. Lahko je to zgolj stiskanje, lahko je pa zraven še škripanje, da mi škripamo levo-desno zobmi in jih na ta način obrabljamo. Zdaj so nam tehniki že pokazali tudi terapijo tega, ne, s tako nočno opornico potem lahko pomagamo ljudem, da preprečijo to obrabo zob, zato ker s takšno opornico, ki jo izdelamo v bistvu danes na podlagi 3D skena zob, ni več odtisa in potem so takšne opornice sprintane s 3D tiskalnikom, se pravi, gre za neko najnovejšo tehnologijo, s katero so te opornice postale udobne tudi za nošenje. Jaz vem iz lastnih izkušenj, kakšne so bile še pred nekaj leti, ko si dal takšno opornico gor, je delovala kot nek ortodontski aparat, zobje so zelo boleli in redko kdo je to pravo trdo opornico potem nosil. Zato smo delali takšne folije, ki so v bistvu gumijaste, pa na zunaj samo trde, plastične, ki so bile bolj udobne za nošenje, danes lahko pa s novo tehnologijo naredimo te trde. In na ta način preprečimo stisk zoba, hkrati je pa v tej opornici vprogramiran tudi vodenje, kako naj se zobje drsajo. Da ko v spanju, če še vseeno drsamo naprej samo po sprednji fronti, na stran pa samo po podočniku. Sicer zdaj ne drsamo več po podočniku, ampak po tej opornici. Ampak če nimamo ravno partnerja, ne, ki nas spomni ali pa opozarja po noči na to, ali lahko sploh vemo, da to delamo? Mnogo ljudi o tem ne ve, se ne zavedajo, prenekateri pa čutijo zjutraj bolečino v predelu žvekalne mišice, zato ker te sile, ki jih mi razvijamo po noči, so lahko do 10-krat večje kot pri normalnem žvečanju. In tu lahko pride do resnih poškodb zobovja, hkrati so pa te mišice zjutraj utrujene. Vodijo lahko naprej v težave s sklepom, ko boli sklep v predelu ušesa, bolečina pa zaseva proti tem delu. In če zjutraj, ko se zbudimo, občutimo, da premikanje čeljusti ni, da se ne počutimo v redu, da imamo bolečine
v predelu teh obraznih mišic ali v sklepu, je čas, da nekdo pregleda, da pač en zobozdravnik to pregleda. A ne? In kot ste že rekli, a ne, če nimamo partnerja, ki nas sliši, včasih tudi ne vemo. Mnogo kdo je začuden, ko mu rečemo, vi pa škripate v spanju. Ne, jaz pa ne, to pa ne. Ja, ampak ja, vidim hude posledice, ki ne morejo nastati pri normalni obrabi zaradi žvečenja, ampak je prisotno neko to žvečenje, je to stiskanje ali škrtanje. Recimo, bruksizem je lahko po noči, se najbolj pogosto manifestira po noči, medtem ko se mnogo kdo zaloti tudi podnevi med delom, da stiska zobe. To je pa samo stiskanje. In ravno tako bolijo mišice, v tem primeru se lahko pa sami nadzorujemo. Tle se moramo zavestno sprostiti, ko se zalotimo, da stiskamo zobe. To je ponavadi pri kakih bolj finih opravilih ali ko nas nekaj spravlja ob živce. Na ta način se... Je to povezano, škripanje oziroma stiskanje zob po noči in po dnevi? Ima tukaj veze ali ne? Lahko jo ima, lahko jo pa nima. Ni nujno. A ne? Zelo pogosto je tudi škripanje zobmi pri otrocih v spanju. Sploh v obdobju menjalne denticije, ko imajo prisotnih nekaj stalnih pa nekaj mlečnih zob. To starši dostikrat zalotijo, včasih so rekli, to je zato, ker imajo otroci gliste. Tako, to sem že tudi slišala. Tu gre za parafunkcijo, ker je griz, zobje niso postavljeni v popoln griz. Zato mi vedno težimo, da če se dela ortodontsko zdravljenje oziroma bi se moralo delati zato, da se vzpostavi pravilen odnos med zobmi, da zobje nalegajo skupaj tako, kot morajo, enakomerno in da so te premiki zob pri žvečenju takšni, kot bi naj bili. A se lahko zdaj dotakneva še posledic? Veliko sva že rekla o tej obrabi, zakaj nastane, pri kom nastane. Kako pa zdaj to sanirati, popravljati, skrbeti, da se nam to ne dogaja? Verjetno je veliko možnosti. Ja, zdaj, če gremo kar po vrsti. Najtežje, pa bom rekel tudi najdražje, za popravilo so obrabe na griznih ploskvah zob. Ker na ta način čeljusti pridejo bolj skupaj, kot je normalno, zato ker zob ni več tako visok in tu lahko rešujemo praktično samo protetično. Ni potrebno obrusiti celega zoba okrog in okrog, ampak se lahko naredi, mi rečemo overlay ali onlay, s katerim se dvigne samo grizna površina in se obnovi oblika zob. Zob ima neke jamice, obrabljen zob ima to vse skupaj bolj ravno. Na določenih delih se vidijo mogoče celo jamice, ki nastanejo potem zaradi kisline v dentinu, ker dentin je mehkejši, okoli sklenina je pa trdna. In sama ta obraba gre tako, da najprej se obrabi sklenina, se naredi luknjica, se eksponira zobovina ali dentin, ki je bolj občutljiv na kisline. Ta dentin se stopi in hitreje obrabi, nato pa imamo okoli steno sklenine in notri luknjico. Ta sklenina okoli je zelo trda, ni pa trdna in se pri žvečenju kruši. Struktura se podira in tako gre to čedalje bolj globoko po zobu. Medtem ko pa imamo sanacijo za erozije in abfrakcije, to smo rekli na stranski ploskvi zoba, ob dlesni, lahko pa dovolj dobro in enostavno saniramo že z zobno zalivko na zobnem vratu. Je pa tako, priporočljivo je, da se te spremembe opazujejo. Nekje idealno bi bilo, da se s skalpelom na to površino, obrabljeno površino na strani zoba, s skalpelom naredi praska in potem lahko vidimo, če v roku pol leta ta praska, ki jo lahko z nožem naredimo, izgine, potem vemo, da je tu aktivna izguba površine, da se erozija poglablja. In v tem primeru potem je potrebno ukrepati in
površino zoba zaščititi z zalivko na zobnem vratu. To bomo rekel, je dosti enostavna in poceni rešitev, ki hkrati tudi estetsko izboljša izgled zoba in preprečuje, da bi ta zob skelel. Vkolikor so pa te erozije majhne in ko pacient prvič pride, če ga ne poznamo, ne vemo, ali je to napredovalo, ali je se to zgodilo pred leti in zdaj stoji, da je bila posledica uporabe recimo trde zobne ščetke v preteklosti in da se je zdaj to izboljšalo, da je pacient začel uporabljati mehko ščetko, ustrezno zobno pasto in ima tudi pravo tehniko čiščenja. Potem v takem primeru, če nima težav s skelenjem, sanacija ni potrebna. Zato je tu pomembno, da se vzpostavi nek dolgotrajen odnos s terapevtom, ki vas pozna in potem tudi ukrepa na podlagi tega, kakšna je dinamika sprememb v ustih. Če so to neke večje spremembe, ker predvsem pri tej kislinski eroziji ali pa pri eroziji zaradi bulimije ali refluksa, so pa prizadete velike površine, tu pa je potrebno potem spet poseči po bolj invazivnih tehnikah, to je prevlekah ali zobnih luskah ali delnih prevlekah, ki zaščitijo samo tisti del zoba, ki je izpostavljen. Spet sva pri zobnih ščetkah, nekajkrat sva jih danes že omenila, ampak ko prideš v supermarket, je tam, recimo, da ne pretiravam, 50 različnih zobnih ščetk. Kako najti ustrezno zase? Ker očitno je to izjemno pomembno za nadaljevanje zobne nege. Morda bi obrnila princip kupovanja zobne ščetke. Ja? V trgovini jih imajo res ogromno, imajo dobre, imajo slabe, pa imajo, bom rekel, povprečne. Katera ščetka je za nas najboljša, pa najboljše vedo strokovnjaki. Zato mislim, da teh nekaj sekund, da vprašate vašega zobozdravnika ali ustno higieničarko ali higienika, katero ščetko vam predlaga in vam potem on svetuje ali morda celo proda ščetko, če ima to možnost, da vam jo v ordinaciji proda. Mislim, da boste na tak način lažje dobili pravo ščetko, kot da zdaj mi dva rečeva, katera je najboljša ali prava. Vsekakor v današnjem času niso več priporočene trde zobne ščetke. Težimo k uporabi mehkih zobnih ščetk, ki se pa spet od proizvajalca do proizvajalca razlikujejo in vsaka ima svojo prednost. Ene imajo daljše ščetine, druge krajše, nekatere imajo tako gostoto, so večje, so manjše. Tu pač morda potem boljše, da se obrnemo za nasvet k strokovnjaku. Ampak veliko pa ne bomo zgrešili, če bomo kupili mehko zobno ščetko. Je pa res pomembno, da pred začetkom uporabe te ščetke, da se zobne obloge in zobni kamen očisti pri zobozdravniku ali higieniku. Še enkrat povabiva naše gledalce in gledalke, da se nam pridružite, tudi tako, da sodelujete v oddaji, pokličete na izpisano telefonsko številko in doktorja Robiča povprašate, kar vas zanima v zvezi z zdravjem vaših zob. Dobrodošli, še nekaj minut smo v oddaji v živo, zato nas lahko pokličete. Pred odmorom sem omenila že smrčanje. Ja. Kaj pa je s smrčanjem in obrabo zob? To nas zelo zanima. Povezana sta posredno. S to opornico za bruksizem, ki smo jo prej nekaj časa gledali na ekranu, preprečimo v določenem procentu pacientom, zresetiramo možgane, da zob ne stiskajo več. In so teorije, ki pravijo, da z opornico ali z dvema opornicama, ki sta povezani naprej, lahko zobe bolj učinkovito zresetiramo. Hkrati pa danes delamo tudi mi opornice proti smrčanju. Ker smrčanje je motnja spanja. To se zgodi, ko mehko nebo in jezik pade nazaj proti žrelu in to moti normalno dihanje. Ko mi globoko trdno zaspimo, čeljust pade nazaj jezik.
Ko smo mi povsem zrelaksirani, dihamo samo še s trebušno prepono, ne več s pljučmi. Trebušna prepona pa ustvari manjši sesalni tlak, zato zapora, ki jo ustvari jezik, preprečuje dihanje. Mi pridemo do apneje, do spalne apneje. In to je zelo popularna tema zadnjih nekaj let med zobozdravniki. Pri nas to še ni tako razširjeno, ampak v Ameriki se skoraj vsak zobozdravnik hkrati ukvarja že tudi s to spalno apnejo, kjer na zelo enostaven način s podobnimi opornicami, kot so za bruksizem, izdelamo opornico za zgornjo in spodnjo čeljust, ki sta povezane tako, da spodnjo čeljust tiši naprej. In ko tišči spodnjo čeljust naprej, preprečuje pad jezika v žrelo, na ta način ne pride do smrčanja, ne pride do zastoja dihanja. So pa tudi teorije, da smrčači, ko pridejo v ta svoj trans, hkrati začnejo tudi zobe stiskati in ker jih stiskajo, jih zaradi tega tudi obrabljajo. V glavnem, to je veda, ta spalna medicina je veda, ki se razvija in če dalje bolj tudi pri nas pride do izraza. Kako pa pri vas pride do izraza botoks, ki se sicer uporablja tudi za glajenje gub? Botoks oziroma toksin botulinuma je sredstvo, ki preprečuje živčni prenos dražljaja na mišico. Se pravi, ko pride signal, da bi se mišica naj skrčila, botoks, če ga tako poimenujemo, kot je komercialno poimenovan, ta toksin, prepreči prehod impulza na mišico in zato se mišica ne skrči. Z botoksom, apliciranjem botoksa v žvekalne mišice, tu govorimo v veliki dozi, 50 enot na eno mišico, za primerjavo, če povemo za glajenje gub na čelu, okoli oči in pri nosu, potrebujemo cirka 25 enot, se pravi za tretiranje bruksizma potrebujemo 4-krat večjo dozo. Na ta način zmanjšamo silo žvečnih mišic. In ko ljudje stiskajo, zaradi tega stiskajo z bistveno manjšo močjo. Še vedno lahko normalno žvečijo, razvijajo pa nekje 3-krat do 4-krat manjšo silo in zaradi tega zob ne poškodujejo. Če se pa dela to dovolj pogosto, pa te žvečne mišice tudi atrofirajo. In s tem, ko mišice atrofirajo, potrebujemo čedalje manj botoksa aplicirati v naslednjih tretmajih, zato ker mišica dobesedno propade. Je to zelo popularno tudi pri vzhodnjakih, ki imajo širši obraz in te močne čeljusti. Vzhodnjaki si zelo radi zdaj aplicirajo botoks v ta predel, zato da dosežejo atrofijo mišice, da se mišica zmanjša in imajo zaradi tega bolj ozek kavkaški obraz. Hkrati lahko pa z botoksom tudi pomagamo ljudem, ki pokažejo dlesen, ko se smejimo, lahko pokažemo sliko, vse sem jo pripravil. Mi rečemo temu gummy smile, se pravi, to je nasmeh, pri katerem oseba dvigne prekomerno zgornjo usnico in pokaže dlesen. Zato je ta nasmeh ni harmoničen, preveč je prikazane rdečega dela, pa premalo belega in z apliciranjem botoksa v 2 točki pod nosom onesposobimo dvigovanje usnice in na ta način še vedno ni, da bi bila mrtva, ampak jo bistveno manj dvigne in na ta način dobimo lep efekt. To bi sicer lahko dosegli tudi z operacijo, ki pa spet se lahko, stanje se lahko spet po operaciji, po letu ali 2 vzpostavi nazaj, zato ker so mišice tako močne in včasih je ne moremo prišiti na drugo mesto oziroma da bi tam ostala, se prestavi. Lahko z botoksom na ta način pomagamo. Je pa res, da se potrebno tu na cirka 5 do 6 mesecev ponavljati ta oboda. Se tudi takšnih postopkov poslužujete v vašem centru Diamant? Ja, seveda.
z botoksom načeloma delamo predvsem zaglajenje gub na obrazu, zato ker je za pacientki, ki so že itak navajene k nam priti na vsake pol leta na tisto osnovno higieno, pač ostanejo še 5 minut ali 10, da se aplicira botoks. Že v bistvu to prvo kremo, ki jo namažemo proti bolečinam, da ne bolijo v bodi, lahko že nanesemo med tistim časom, ko se ji čisti zobni kamen in je potem v, bom rekel, nekaj minutah narejen tudi ta tretma in ni potrebno hoditi na 2 mesta. Po drugi strani pa tudi dost deklet polepšamo z videzom bolj polnih usnic. V tem primeru se pa usnica napolne s hialuronsko kislino, kjer bom rekel, če se to naredi zmerno, je efekt res čudovit. Žal vidimo veliko, bom rekel, preveč napolnjenih, kjer že pač presega mejo dobrega okusa. Ampak, če je to narejeno lepo, je strah odveč, izgleda zelo lepo, gledijo se lahko tudi te nazolabialna guba, ki poteka tu od nosu proti ustnemu kotičku, ali pa enostavno dvignemo lica. To je poseg, ki je minimalno invaziven, ne boli, hkrati pa poleg tega, ko uredimo zobe, polepšamo ali pa, bom rekel, na ta način naredimo še bolj samozavestne, da še bolj z veseljem pokažejo ta nov nasmeh. S strokovnostjo se marsikaj da, oziroma z nestrokovnimi posegi pač potem vidimo kakšne grde posledice. Ja, ponavadi opazijo ljudje tiste, bom rekel, zafušane primere, ki niso v redu. Tisto, kar je pa, bom rekel, vsa estetska kirurgija, ki je lepo narejena, je pa neopazna. Mi recimo vidimo, da nekaj je, ampak ne znamo pa povedati, kaj. In to je cilj. Doktor Robič, morava zaključiti. Me je tudi tokrat veselilo. V Zobozdravstvenem centru Diamant se boste še naprej trudili za zadovoljstvo vaših pacientk, če se veževa na zadnjo tema in pacientov. Hvala lepa in nasvidenje do prihodnjič. Hvala tudi vam. Nasvidenje. Hvala lepa pa tudi vam, če ste naju spremljali. Bodite z nami tudi prihodnjo sredo ob 20. Lahko noč.